Dober dan, lepo pozdravljeni z Ministrstva za javno upravo. Upam, da ste vsi v redu, sveži, zdravi, spočiti po današnjem poletju in pripravljeni na nove izzive, vključno z spremembami Zakona o javnem naročanju, ki jih bova danes predstavila s kolegico, vodjo sektorja na našem direktoratu, magister Urško Skok Klimo. Ker vas je na tem dogodku danes precej veliko, vprašanja lahko zastavljate zgolj desno zgoraj, imate eno ikonco z vprašanjem, ampak predlagam, da najprej poslušate predstavitev, najprej bom predstavil en del sprememb jaz in seveda, kaj je vodilo k temu, drugi del kolegica Urška, pa potem predlagam, da če karkoli ne bo odgovorjenega, da potem postavite vprašanje. Če pa ne bomo uspeli, ker vas je kar nekaj danes z nami, bomo poskušali odgovoriti potem kasneje pisno oziroma vse, kar bomo danes odgovorili, in ves material bo dostopen na naši spletni strani. Najprej, preden pravzaprav začnemo o samih spremembah pojasnjevati, kakšne so, bi naj predstavil nekaj izhodišč. Namreč zakon smo začeli pripravljati že nekje v začetku leta 2020, v sredini 2020, imeli smo, čeprav ni izgledalo, več kot leto dni časa, da smo od takrat, ko smo začeli, na koncu, ko je bil sprejet, da smo se lahko teh sprememb lotili, bom rekel, temeljito, pregledno, seveda pregledali, kakšne so bile slabosti obstoječe zakonodaje, kakšne so prednosti in tisto, kar bi lahko popravili, ne da bi to smo si želeli bistveno posegali v sam postopek. Zakaj je pomembno v samo zakonodajo? Zakaj je pomemben ta kontekst? Zato, ker je namen pripravljavca vedno pomemben z vidika uporabe določb zakona. Seveda, ne, če preberemo eno ali dve strani knjige Vojne in mir, ne moramo vedeti pravzaprav, o čem govori celoten roman, in enako posamezno določbo izvzeti iz konteksta in ne vedeti pravzaprav, kaj je bil tudi na koncu namen zakonodajalca, se nam zdi izjemno pomembno. Izhodišča so pravzaprav verjetno vam znana, ne? V sistemu javnega naročanja se obrne približno za 5,5 milijard javnih naročil. Javno naročilo vsako leto, to so podatki za leto 2019, odda preko 2000 naročnikov, imamo skoraj 7000 naročil na leto, blizu več kot 17,000 sklopov in največ od tega je naročil male vrednosti, odprti postopek in potem tisti kot tretji, najmanj transparenten pogajanja brez predhodne objave v nekoliko več kot 9%. Ta delež teh javnih naročil vsako leto raste in za leto 2020, ravno kar v naslednjem tednu vlada sprejema novo statistično poročilo, se približujemo že blizu 12% bruto družbenega proizvoda, obsegajo javna naročila in seveda so pomemben segment porabe države in, kot vidite, tudi deleža v bruto dohodku. Verjetno poznate ta graf, večkrat ga pokažemo, ne, to je tisto razmerje, kjer pravimo, da smo pravzaprav eni bolj transparentnih, tudi OECD nam priznava, da so podatki na javnih naročilih, ki so dostopni vsem, v odlični pravzaprav, ne samo zadovoljivi, in tudi v tem kontekstu smo poskušali z to novelo, ki je pred nami. Seveda smo pogledali, kakšen razvoj je v samih, kar se tiče delitev naročil na sklope. Vidimo, da so se v zadnjih 7 letih povečali za 50%, se pravi, naročniki pridno naročila vedno bolj združujete, delite v sklope, seveda kar lahko in povečuje konkurenčnost, povečuje pa predvsem dostop do malim in srednjim podjetjem, kjer smo vizavi EU in drugih držav članic tudi v samem vrhu dostopnosti teh naročil malim in srednjim podjetjem. Število zahtevkov za revizijo se je enako v zadnjih 7 letih precej zmanjšalo, v bistvu se je številka več kot prepolovila.
Jaz bom rekel, zahvaljujoč kolegom na Državni revizijski komisiji so ti postopki tudi eni bolj učinkovitih v Evropski uniji, ne samo v Evropski uniji, upam si trditi, da z vidika nekega institucionalnega reševanja sporov, verjetno tudi v Sloveniji najhitrejši. Pa vendar vsake toliko poslušamo, kako revizije in pritožbe zavlačujejo postopke, čeprav sami veste, da drugi postopki, ki jih izvajajo pravni organi ali sodišča, ko rešujejo spore, trajajo precej dlje. In tudi povprečje reševanja zadev na javnih naročilih je relativno hiter. Seveda si poleg zakonodajnih sprememb na samem direktoratu želimo tudi urejanja drugih segmentov, ki se nam zdijo še bolj pomembne. Spomnim se, enkrat smo imeli z enim ministrom debato in sem mu začel razlagati, kako bomo seveda implementirali novo direktivo in koliko dela in tako naprej. In je preprosto rekel, seveda to morate narediti, mislim, to je jasno, ampak kaj poleg tega je tisto, kar bo naredilo korak naprej. In zagotovo je ena izmed stvari profesionalizacija javnih uslužbencev. Vlada je s sklepom, ko je sprejela novelo ZJN-3 in poslala v Državni zbor Ministrstvu za javno upravo, našem direktoratu, naložila pripravo kompetenčnega modela, se pravi izhodišča za profesionalizacijo javnih uslužbencev. Na tem s kolegi delamo že kar nekaj časa, želimo si ustvariti nek model, mogoče danes mečkam prezgodaj o tem govoriti, nek model znanj, veščin, kompetenc, ki bi jih morali javni uslužbenci, ki se ukvarjajo s tem področjem, poznati in seveda potem različni nivoji teh znanj glede na delo, ki ga upravljajo. Naslednja zadeva, ki se mi zdi morda še skoraj od vseh najbolj pomembna v tem času, je digitalna transformacija javnega naročanja. Tukaj, če se smem mečkam pohvaliti, mislim, da smo prva država, ki smo z letošnjim letom uvedli elektronsko reševanje zahtevkov za revizijo. Mislim, da v EU tega še nobena država ni storila. Jasno je, če imamo postopke javnega naročanja v EU obliki, je potem smiselno, da nadaljujemo naprej tudi skozi zahtevke za revizijo, ampak ne le to, v prihodnje si želimo pravzaprav cel sistem, kolikor bo glede na direktivo in zakonodajo mogoče, zgraditi okoli seveda tega elektronskega sistema za javno naročanje, ki more na eni strani ponuditi čim lažje, čim bolj poenostavljen dostop do javnih naročil in vam naročnikom predvsem čim lažje potem urejanje samega javnega naročila. Ravno v prejšnjem tednu smo imeli sestanek, kako bomo pravzaprav prišli do ene rešitve v tem bolj kompleksnem sistemu EEN, kjer praktično nekaj sekund potem, ko boste imeli ponudbe na mizi oziroma v računalniku, boste lahko imeli že predizdelano odločitev o oddaji naročila. Saj pravzaprav bolj ali manj vsi podatki so znani, seveda jih bo pa treba skozi sam postopek potem evaluacije tudi pogledati. Ob tem naj vas še spomnim, ukolikor ste zgrešili, dinamični nabavni sistem je nekaj, s čimer smo EEN nadgradili v juniju in 16.9. ob 9. uri imamo prav tako izobraževanje na naši spletni strani en.gov.si, so vsi podatki, nekaj mest je še na voljo, predlagam, da se res prijavite, tudi če morda ne veste, kako in zakaj bi ga uporabljali, tam bojo kolegi predstavili tako tehnično rešitev, kot tudi vsebinsko uporabo in namen dinamičnega nabavnega sistema, ki se mi zdi, da je še korak naprej pri uporabi digitalnih orodij v javnem naročanju. In ga seveda poznamo že nekaj časa. Zdaj, na koncu pa seveda so pomembne tudi same zakonodajne spremembe, tiste, ki smo jih pripravili. Zdaj, prej sem povedal, od leta 2015 pravzaprav razen tiste poslanske novele se zakona nismo dotikali in tudi nekako to je bilo izhodišče pri pripravi samega zakona. Ampak za začetek naj vam pokažem to sliko, na kateri ste jo že videli, namreč večkrat se pojavlja debata oziroma o njej večkrat govorimo, da bi bilo mogoče pa celo bolje sprejeti nov zakon.
Ampak pred vami je shema zakona o javnem naročanju, ki je obarvan s 3 barvami. Z rumeno je tisto, kar določa direktiva in v to države članice niti ne smejo posegati, zeleno tisto, kar določa direktiva, pa se lahko poseže, pa smo nekoliko pri nas pač uredili, kot smo menili, da je najbolje. Z belo, ne, je pa tisto, kar lahko uredijo države same, oziroma smo sami uredili. Se pravi, tukaj na sredini gre za socialno javno naročanje, tukaj imamo spodaj levo določbo o e-dosjeju oziroma informacijskih orodjih in tukaj na koncu so prekrški in končne določbe. In pravzaprav vidite, da kaj bistveno posegati v sistem. Seveda, ne da bi ga delali bolj kompleksnega ali celo bolj kompliciranega, po našem mnenju niti ni smiselno. In z novim zakonom, preden bo na voljo nova direktiva in vprašanje, kdaj bo, ravno letos mineva pravzaprav 10 let, odkar je Evropska komisija začela pripravo nove direktive, vendar tokrat na, bom rekel, na bližnji prihodnosti tega ni videti. Ne? Tako da edino, kar nam je preostalo, oziroma kar je tisto, da poskušamo poseči v novelo. Pri tej noveli smo izhajali predvsem iz tega. Ne pretirano posegati v obstoječa razmerja, sami veste, da vkolikor pač se nekaj gradilo skozi leta in porušimo, potem bomo čakali cel kup časa, da se bojo zgradili novi instituti. Dopolnili smo samo tisto, kar se nam je pravzaprav zdelo nujno, ker smo v praksi spoznali, da pravzaprav se je izkazalo, da so določbe neprimerne, da se jih je drugače interpretiralo, kot pravzaprav so bile zapisane, ali pa na koncu, da niso bile primerne in nekaj tudi takega, na kar pravzaprav leta 2015, kot je na primer samo urejanje EN-ja, ko sistem ne deluje, niti nismo razmišljali. Ohranili smo rešitve iz COVID zakonodaje, večino teh rešitev, za katere menimo, da so bile tudi dobro sprejete in tudi v tem sodelovanju pri pripravi zakonodaje, predvsem naročniki ste si želeli, da večino teh določb tudi obdržimo. In seveda čim manj posegati v neke ustaljene institute, bistvo pa je, da poskušamo z novelo se približati lokalnemu gospodarstvu, povečati učinkovitost in povečati tudi transparentnost, čeprav je bilo tudi zaslediti, da se novela od tega oddaljuje, pa pravzaprav temu ni tako, kot bomo videli v nadaljevanju. In sedaj, če grem kar na konkretne določbe, zakon je bil sprejet na julijski seji, objavljen je bil 23.7.2021, začetek veljavnosti 1.1.2022. Zakaj zdaj tako dolg vacatio legis? Ravno iz razloga, ker takrat prenehajo veljati določbe te COVID interventne zakonodaje in se nam je zdelo nekako smiselno, da pravzaprav potegnemo to kontinuiteto, če smo z določbami, da veljavnost zagotovimo in ne posegamo v to, da bi pač ta zakon začel veljati kasneje oziroma celo prej kot to, kar niti ne bi bilo smiselno. Kaj torej prinaša novela? To so te bistvene zadeve, višje pragove na splošnem področju, višje EU pragove za občine, nekaj dodatnih zadev, del pravnih storitev sedaj zapade pod režim uporabe zakona, dvig praga za naročila male vrednosti, podobno, vendar še dlje kot smo to uredili z COVID zakonodajo, določbe v primeru nedelovanja sistema EN, spremembe pri dopolnjevanju ponudb, spremembe pri neobičajno nizki ponudbi, predvsem ti dve zadevi sta bila take, kjer smo v praksi opažali, da mogoče lahko izboljšamo učinkovitost, pa vendar ne pretirano posegamo v ustaljene institute. Razširili smo nabor prekrškov, dodali nekaj transparentnosti v sistem, ureditev pravilnosti obrazcev, negativne liste, ker se je mogoče že samo ime napačno slišalo in razumelo, in spremembe način dokazovanja nekaznovanosti. Večino tega bo kasneje v nadaljevanju predstavila kolegica. Ta prva sprememba sledi pravzaprav COVID zakonodaji, namreč dvignili so se pragovi za evidenčna naročila iz 20 na 40 tisoč.
na splošnem področju in 40 na 80 tisoč na področju gradenj, socialne in druge posebne storitve ostajajo enake. Tudi tukaj je bilo kar nekaj debate potem, ali to pač zmanjšuje transparentnost. Seveda to so vse evidenčna naročila, ki so res je post festum dosegljiva in transparentno jih je mogoče najti in tudi tu zato je bila sprememba, pa vendar ti pragovi so že praktično 10 let enaki in je veljalo razmisliti o tem, a bi pravzaprav posegali v to, še posebej, ker nekatere države članice do EU pragov, precej višjih pragov sistema niti ne urejajo. Infrastrukturno področje pa ostaja enako, 50-100 tisoč evrov in milijon evrov za socialne in druge posebne storitve. Občine so verjetno se razveselile nekako novosti, da se za blago in storitve iz sedanjih 139 tisoč evrov dviguje prag za naročila male vrednosti na 214 tisoč evrov. Zakaj? Zato, ker so naročila male vrednosti, bom rekel, pospešeni odprti postopek, popolnoma transparenten, objavljen od začetka do konca. In tu ni nobene dileme, zakaj, če je lahko postopek nekoliko bolj učinkovit, zakaj ne bi tega tudi uporabili. V preteklosti smo imeli veliko debate, ampak mislim, da tukaj nekih dilem niti ne rabimo imeti. Naslednja novost je enako, smo razmišljali, sami veste, da je v COVID zakonodaji prišlo do dviga naročil male vrednosti za gradnje na splošnem področju iz pol milijona na milijon in se je izenačil z infrastrukturnim področjem, ampak potem smo razmišljali, zakaj ne bi dopustili do tega do EU mejnih pragov. Vse, če imamo transparenten postopek, kjer lahko naročnik ima nekoliko več orodij za bolj učinkovito oddajo javnih naročil, pa vendar so vsi podatki na voljo ves čas in so ta naročila tudi objavljena, zakaj ne bi veljalo tega razširiti do EU mejnih pragov, ne pa tako kot prej, ko smo pravzaprav odprti postopek urejali že precej nižje. In s tem, če drugega ne, pridobimo seveda na času in na večji učinkovitosti. Kaj je še drugače? Nižji prag oziroma sedaj se klasične pravne storitve, pravnega zastopanja uvrščajo za uporabo samega zakona, se pravi od 40 tisoč evrov na splošnem in 50 tisoč evrov na infrastrukturnem področju, so pravne storitve postale del navadne uporabe, se pravi ne sodijo več med socialne in druge posebne storitve. Naj opozorim, da to ne vpliva na izjemo v 27. členu, ta še vedno obstaja, se pravi, ko gre za neke storitve zastopanja pred sodišči, organi Republike Slovenije, ko gre za storitve overitve, se pravi notarske storitve ali storitve svetovanja povezane neposredno s temi storitvami zastopanja, to pa še vedno ostaja izjema. Vendar, to je bilo tudi vprašanje, že predhodno naj odgovorim na njega, ali to velja tudi za javna naročila, za svetovanje v javnih naročilih. Kar se tiče tega, je že danes velja, da so storitve svetovanja na javnem naročanju del normalnih, bom rekel, CPV kod in je potrebno za to izvesti postopek javnega naročanja, kolikor so pač višje vrednosti od evidenčnih naročil, pa vendar seveda te storitve je potrebno dajati skozi uporabo zakona in enako postavlja se dilema, kaj to pomeni glede pomoči pri pripravi razpisne dokumentacije in morda kasneje pri morebitnem zahtevku za revizijo ali to ločiti je skupaj potrebno dati zaradi drobljenja javnih naročil. Mislim, da tukaj ni dileme, ukolikor seveda vnaprej in ste večji naročnik, imate več zahtevkov za revizijo in te storitve stalno uporabljate, potem ni nobene dileme, da je pač to eno naročilo. Seveda, ukolikor ste manjši naročnik in zgolj občasno, vsakih nekaj let potrebujete storitve, na primer pri obravnavi zahtevkov za revizijo, pa verjetno boste pač to oddali pač vsakič posebej, seveda pa treba biti pazljiv znotraj enega leta, absolutno ni dopustno preseči vrednosti 40 tisoč evrov. Skratka, za vse pravne storitve, pravnega svetovanja
ponovno od 1.1. naprej bo pač treba skleniti pogodbo v skladu z uporabo določb Zakona o javnem naročanju. Katere so nove izjeme? Do danes so bile 4 skozi debato v parlamentarni proceduri in že prej pred samo vlado je bilo teh, bom rekel, dilem ali pa predlogov kar nekaj. Nekatere smo pač poskušali, bom rekel, konzumirati in so logične, nekatere pa so bile seveda zavrnjene, namreč zdaj te izjeme lahko širimo in so tudi, kot vidite, dopustne samo do objave v Uradnem listu Evropske unije, sicer pa ne, ker jih direktiva kot taka ne prepoznava in ne dovoljuje. Prva sprememba so javna naročila na splošnem področju, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja omejenim tretjim osebam. To smo v Zakonu o javnem naročanju ZJN-2 prejšnjem zakonu že imeli, pa je potem ta določba nekoliko izpadla. V praksi se je pokazalo predvsem tisti javni zavodi, ki veliko delujejo na trgu, da je takšna določba kar potrebna. Če si predstavljate, da neka lekarna poleg blaga in storitev, ki ga nudi za javno zdravje, prodaja tudi druge artikle, da je primerno, da pravzaprav imajo na voljo neko določbo, ki jih postavlja povsem v enak položaj kot njihovo konkurenco. Potem so javna naročila blaga, ki so namenjene za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Republike Slovenije. Že med samim predsedovanjem se je ugotovilo, pa tudi prej, da je velikokrat izjemno težko skozi obstoječo zakonodajo zagotoviti spoštovanje določb in poskušati promovirati izdelke Republike Slovenije. Moram reči, da po večini se da, je pa izjemno zahtevno. Tudi v razpisu, ki smo ga imeli za samo predsedovanje, moram reči, smo se precej, oziroma je bilo kar nekaj težav. Seveda pa to velja samo za izvajanje promocije Republike Slovenije, ne za izvajanje drugih javnih zavodov, lokalnih samoupravnih skupnosti, vendar so mejne vrednosti 40.000 evrov, do kjer je mogoče skleniti evidenčno naročilo, precej visoke in se nam zdi, da neke potrebe za to ni. Tretja, za marsikoga, marsikateri javni zavod pomembna izjema, javna naročila živil. Zopet seveda, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. To pomeni, da do 214.000 evrov pravzaprav zakona ni potrebno uporabljati, lahko ga, če želite, vendar na tak način se lahko nek lokalni zavod bolj približa lokalnemu okolju, lažje sodeluje in pa upamo seveda, da na ta način se bo spodbudila tudi ponudba takih izdelkov na trgu. Četrta izjema, ki je sicer zelo specifična, za večino irelevantna, je storitev revidiranja obveznih revizij. Namreč gre za to, da v pravu EU obstaja še posebna uredba, ki je v nasprotju, zanimivo, z direktivo, ki govori o tem, da nadzorni svet med več ponudbami, ki jih mora ta institucija, katera bo revidirana, predložiti nadzornemu svetu, seveda to ni skladno z določbami zakona in nekako vsaj do EU mejnih vrednostih smo potem poskušali dilemo rešiti na tak način, da smo dodali to samo izjemo. Zdaj bi tukaj opozoril pri vseh teh 4 izjemah, da štejejo kot evidenčna naročila, torej o njih potrebno poročati. Sami veste, da z izjemami po 27. členu ne štejejo sicer za evidenčna naročila, ni potrebno poročati, ampak nekako tukaj smo bili mnenja, da poskušamo doseči vsaj to transparentnost, če že gremo korak v, bom rekel, nekoliko manj transparentno okolje. In pri živilih je treba kljub vsemu spoštovati same cilje uredbe o zelenem javnem naročanju, se pravi ta obveznost za naročnike, kljub temu, da ni postopka oddaje javnega naročila, še vedno obstaja. Kaj je torej novega pri evidenčnih naročilih? Za evidenčno naročila štejejo tudi izločeni sklopi in 4 nove izjeme. Izločeni sklopi poznate, do 80.000 evrov, ne več kot 20%.
ki so lahko izločeni, štejejo kot evidenčna naročila. To smo večkrat na ministrstvu pojasnjevali, zdaj je pač to tudi jasno zapisano. 4 nove izjeme, objava seznama na 10.000 evrov zgolj na portalu javnih naročil. Do zdaj ste naročniki lahko objavljali na svojih spletnih straneh, pa je seveda bila transparentna, zagotovljena v nekoliko manjši meri, pa tudi kasneje se pravzaprav tega niti ni dalo najti povsod. Se pravi, objav seznama samo na portalu javnih naročil do zadnjega koledarskega dne v februarju. Tukaj je ena manjša sprememba v zakonu, se pravi do zadnjega ali 28. ali 29. Je potrebno izvajati te objave. Jaz bom tukaj končal, kolegica Urška, prosim, izvoli. Hvala lepa, Sašo, lep pozdrav še v mojem imenu. Samo sekundico, da zamenjamo predstavitev. Jaz bom nadaljevala pravzaprav z določenimi segmenti institutov, ki so bili na nek način zdaj spremenjeni ali pa vsaj dopolnjeni, ali pa bodo mogoče v prihodnosti, vsaj ideja je bila taka, precej olajšali delovanje in na strani naročnikov in predvsem tudi na strani ponudnikov. Eden od teh segmentov je nekaznovanost ponudnikov in vseh oseb, ki imajo kakršnokoli pooblastilo za zastopanje. Verjetno se boste vsi strinjali z mano, da je to v praksi zdaj v preteklosti kar postala ena večjih težav pri javnem naročanju, predvsem zato, ker je določena praksa Državne revizijske komisije na tak ali drugačen način pripeljala do nekih razlag, ki so rezultirale v tem, da so ponudniki morali dostavljati naročnikom notarsko overjene izjave. To je predstavljalo precej administrativnega bremena za ponudnike, za njihove zakonite zastopnike. Vemo, da imamo tudi družbe, ki imajo po 400 ali več takih oseb, ki so morali te izjave pridobiti. Hkrati seveda to na nek način stane in podaljša postopek. In mi smo že v času interventne zakonodaje razmišljali, kako zadevo urediti. Sicer smo začasno rešili na nekoliko drugačen način, ker smo tudi vezali seveda zadeve na nezmožnost pridobitve takih dokazil zaradi raznoraznih covid ukrepov oziroma omejitev. Vendarle smo na koncu nekako našli rešitev, ki je v bistvu povzeta tudi iz teh odločitev Državne revizijske komisije, ki je odločala zdaj v zadnjih 2 letih o teh, bom rekla, težavah glede nekaznovanosti. Skratka, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto seveda od roka za oddajo prijav oziroma ponudb, ali pa je pridobljen najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb. To pravzaprav pomeni, da imamo nek 7-mesečni razpon, ki naročniku zadostuje, da dokazilo smatra kot ustrezno in na ta način seveda presodi, ali je gospodarski subjekt izpolnjuje razlog za izključitev oziroma ali ga pač ne. To v praksi v bistvu bo pomenilo, da tisti ponudniki, ki že imajo potrdila in niso starejša od 4 mesecev, vam jih bojo lahko kot naročniku brez težav predložili. Če jih ne bodo imeli, boste naročniki, seveda za tiste ponudnike, ki so torej v Republiki Sloveniji, ali pa tudi za tujce, če obstaja neposreden dostop do njihovih baz, lahko sami pridobili potrdila še 90 dni po roku za oddajo prijav oziroma oddajo ponudb. Ta določba bi zdaj nekako morala doseči to, da se vrnemo nazaj v situacijo, ki smo jo prejšnja leta, torej 2 leti nazaj in vseh 15 let v preteklosti, ko smo pravzaprav se srečevali s to situacijo, že poznali. Skratka, dokazilo pridobljeno iz kazenske evidence, ko ga boste pridobili zdaj po roku za oddajo ponudb ali prijav, bo moralo zadostovati kot dokaz, da ne obstaja razlog izključitve nekaznovanosti. Mogoče na tej točki lahko omenim še tudi, da smo v nekako zadnjih fazah pred tem, da gremo v produkcijo tudi še z eno nadgradnjo e-dosjeja oziroma novo rešitvijo, ki jo tudi vsi skupaj čakamo že kar nekaj let, ampak zdaj smo prebili vse zidove, če tako rečem, in preskočili vse ovire. E-dosje bo omogočal neposredno pridobitev teh dokazil iz slovenske kazenske evidence. Žal za tujce to ni mogoče in tudi v prihodnje ne bo, za tujce bo še vedno veljalo, da morajo sami povedati, če obstaja neposreden in brezplačen dostop do njihovih kazenskih evidenc.
Če to obstaja, boste seveda morali kot naročniki sami ta potrdila pridobiti, če vam jih ne bo ponudnik predložil že sam. Vkolikor ne, bo seveda tukaj še vedno na tujcu, da sam pridobi ta potrdila in jih naročniku dostavi v roku, ki ga bo ta postavil. Ta potrdila oziroma izpisi iz kazenskih evidenc, ne glede na to, ali gre za slovensko kazensko evidenco ali za tuje, pa bodo ustrezni, če ne bodo starejši od 4 mesecev ali bodo pridobljeni v 3 mesecih oziroma v 90 dneh od roka, ki je bil določen za prijave oziroma ponudbe. Naslednji segment, ki smo ga želeli urediti in je že Sašo prej ga večkrat omenil, je pravzaprav to delovanje sistema za elektronsko oddajo ponudb. V preteklosti zdaj poznamo elektronsko oddajo ponudb, se pravi že od aprila 2018, kar nekaj izkušenj smo pridobili. Skupaj s temi izkušnjami smo hkrati ugotovili tudi, da v zakonu imamo nekaj določb, ki so postale z elektronskim poslovanjem nesmiselne ali pa nepotrebne. Tudi v tem segmentu mogoče ena opazka, da je v zakonu tudi spremenjeno, sicer nismo tega prav posebej dajali v prezentacijo, ker gre za na nek način malenkost oziroma za ureditev situacije, ki je že tako sama po sebi bila umevna, ampak vendarle. Zdaj je zelo jasno zapisano, da če sistem, ki ga naročnik uporablja za elektronsko oddajo ponudb, ne omogoča dostopa do podatkov, ki so obvezna sestavina zapisnika, samo takrat mora naročnik zapisnik poslati ponudnikom, rok ostaja enak. Kadar pa sistem omogoča dostop do vseh teh podatkov in sistem EJN, ki ga je razvilo Ministrstvo za javno upravo, to omogoča v teh primerih, torej pošiljanje zapisnika ni potrebno, ni obvezno. Veljalo je tako že danes oziroma ves ta čas, odkar imamo ta sistem, ampak kljub vsemu smo prejemali še kar nekaj vprašanj in smo zdaj, ko je bil zakon odprt, na nek način uredili tudi takšne, bom rekla, malenkosti. Ena od teh urejenih malenkosti je tudi to, če ste brali novelo zakona, ste mogoče sami opazili, da zakon več ne določa, da se prepozno prispele ponudbe neodprte vrnejo pošiljatelju. Razlog je torej na nek način enak. V sistemu elektronskega poslovanja, zlasti če se uporablja naš sistem, prepoznih ponudb pravzaprav ne more biti, ker ponudba, ki jo nekdo želi oddati po roku, je ne more oddati. Seveda pa naš sistem ni edini, ki obstaja. Obstajajo tudi drugi sistemi na trgu, ki jih naročniki lahko oziroma jih uporabljajo. In morda tisti sistemi, jaz osebno jih sicer ne poznam tako podrobno, da bi lahko tukaj suvereno vam povedala, kako je v drugih sistemih, ampak lahko, da obstajajo možnosti, da je ponudba prispela prepozno. Kljub temu zdaj v zakonu ni več določbe, da je tako ponudbo treba neodprto vrniti pošiljatelju, namreč po definiciji dopustne ponudbe se že tam šteje, da ponudba, ki pride prepozno, je nedopustna. In tako ponudbo naročnik zavrne oziroma izloči iz nadaljnjega postopka kot nedopustno in je ne vrača in tudi se ne ukvarja s tem, da mora ostati zaprta, ker je to v elektronskem sistemu pravzaprav precej težko. Če pa grem na samo težavo, ki se je v preteklosti zgodila zelo, zelo redko kdaj, ampak lahko pa se zgodi v trenutkih, se poznamo vsi ta Murphy zakon, takrat, ko lahko naredi največ škode. Po novem imamo zdaj urejene določbe za morebitno nedelovanje sistema, ki ne bodo ogrozile postopka, ker danes, če je sistem slučajno, bom v narekovajih rekla, zatajil in so se zgodile kakršnekoli težave, naročniku skoraj da ni preostalo drugega, kot da je postopek ustavil oziroma zaključil in začel vse od začetka še enkrat. To seveda ni učinkovito in to smo želeli preprečiti, namreč tehnologija ne sme biti neka večja ovira pri tem, da postopki tečejo hitro in učinkovito. In če sistem za elektronsko oddajo ponudb ne bo deloval pod določenimi pogoji, ki jih bom v nadaljevanju pojasnila, bo naročnik moral podaljšati rok za oddajo ponudb oziroma prijav, in sicer pri naročilih male vrednosti za najmanj 2 delovna dneva, pri vseh ostalih postopkih pa za najmanj 5 delovnih dni. Mogoče se vam to zdi vseeno veliko, ampak sem prepričana, da če boste kdaj v taki situaciji ali pa tisti, ki ste že bili, veste, da je podaljšanje za 2 ali pa 5 dni res majhna kolateralna škoda v primerjavi s tem, da morate ponavljati celoten postopek. To bo moral naročnik narediti takrat, ko bo dejansko prišlo do nedelovanja sistema za elektronsko oddajo ponudb, in sicer zgolj v naslednjih primerih. Torej, da sistem ne bo deloval zadnjih 60 minut pred iztekom roka, ki je določen za oddajo ponudbe oziroma prijave,
Pri tem, da nedelovanje v zadnjih 60 minutah je praktično vseeno, koliko časa v teh 60 minutah, in tudi vseeno je, ali prvih 5 minut teh 60 minut, ali zadnjih 5 minut, ali vmes 20 minut. Skratka, če sistem v zadnjih 60 minutah kakorkoli ni deloval, je to že eden izmed izpolnjenih pogojev, da je treba rok podaljšati. Poleg tega obstajajo še 4 pogoji, in sicer mora ponudnik naročnika o tem nemudoma obvestiti oziroma najkasneje 30 minut po roku za oddajo ponudbe. Kar pomeni, da če sistem dejansko mogoče res ne bi deloval, ker večina tistih, bom rekla, pritožb ponudnikov, da ne morejo oddati ponudbe, ne gre za situacije, kjer sistem ne deluje, ampak gre za morda motnje v njihovih računalniških sistemih ali pa za celo prepozno začeto pripravo na postopek oziroma oddaje ponudbe. Torej tudi na ponudniku, ki ne bo mogel oddati ponudbe, je breme, da o tem obvesti naročnika in tudi določen ima rok, v katerem mora to narediti. Upravitelj sistema, v primeru sistema EJN, je torej to Ministrstvo za javno upravo, mora tudi potrditi, da sistem dejansko ni deloval. Poleg vsega tega mora biti tudi evidentno, da ponudnik dejansko ni uspel oddati prijave, in še dodaten pogoj, odpiranje prijav oziroma ponudb se še sploh ni izvedlo. Skratka, zlorabe, ker tudi to je bilo eno od vprašanj, ki smo jih vnaprej prejeli, v smislu, da bodo ponudniki to izkoriščali, ker bodo prepozno začeli oddajati ponudbe in bodo pritiskali na nek način na naročnike, da niso morali, da sistem ni deloval, da niso mogli oddati ponudbe. Po moji oceni se ne bi smela dogajati, ker je najmanj teh 5 varovalk, ki ščitijo pravzaprav naročnika pred takimi zlorabami. Skratka, dejansko se bo moralo zgoditi, da sistem ne bo deloval, ponudnik bo to moral nekoga obvestiti pri naročniku, upravitelj sistema bo moral potrditi, da res ni delovalo, dejansko ponudba ni bila oddana in dodatno seveda poleg tega še, da se odpiranje ni izvedlo. Če se vse to zgodi, če je izpolnjenih vseh teh 5 predpostavk, potem pa naročnik mora podaljšati rok za 2 oziroma 5 dni. Vem, verjetno boste rekli, ja, ampak mi ne smemo podaljševati roka potem, ko je ta enkrat že potekel. Drži oziroma je držalo doslej, ker nismo imeli ustrezne pravne podlage, in ravno zato ta določba, ki omogoča, da se v točno teh primerih rok za oddajo ponudbe podaljša, torej pošlje se obrazec na portal javnih naročil, tudi potem, ko je dejanski rok za oddajo prijav oziroma ponudb že potekel. Poleg vseh teh določb imamo v zakonu tudi eno novo obveznost, in sicer, da rok za odpiranje prijav oziroma ponudb ne sme biti določen manj kot 1 uro po roku, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb. Skratka, od trenutka, ko je določen za oddajo, pa do odpiranja, mora biti najmanj 1 ura vmes. To je pravzaprav določeno ravno s tem razlogom, da če se karkoli zgodi, da ima naročnik dovolj časa, da v tej 1 uri odreagira vsaj na ta način, da lahko tudi zadrži odpiranje, ker če se odpiranje že enkrat zgodi, potem pa tudi ta določba, ki lahko reši nedelovanje sistema, v bistvu pade, ker ni izpolnjen ta zadnji 5. pogoj. Tako da z naše strani mogoče nasvet naročnikom, dajte imeti morda odpiranja več kot 1 uro kasneje po roku za oddajo oziroma prejem ponudb. Naslednji institut, ki je bil dopolnjen predvsem zato, da smo čim bolj približani direktivi, je segment dopolnjevanja oziroma spreminjanja ponudb. Na prvi pogled boste pogledali določbo, bo morda izpadlo, kot da kaj bistveno ni spremenjeno, da smo samo majčkeno obrnili zadeve, ampak v resnici ni popolnoma tako. Še vedno sicer ostaja določba v 5. odstavku, ki je povedala, kdaj se lahko ponudba dopolni, spremeni, kaj mora naročnik storiti oziroma česar mu ni treba, torej ta diskrecijska pravica za pozivanje k dopolnjevanju in spreminjanju ponudb ostaja. Še vedno ostaja, da je to dovoljeno, če je seveda ta dejstva mogoče preveriti objektivno na dan oddaje ponudbe oziroma ne kasneje. In tudi še vedno velja, da če ponudnik ne popravi oziroma dopolni ponudbe, se ga izloči iz nadaljnjega postopka. Dodatno pa smo v to določbo zapisali, da naročnik lahko očitne ali nebistvene napake spregleda. To pomeni, da če gre za take vrste napake, naročnik niti ne poziva k dopolnitvi ali k spremembi ali k pojasnilu, ampak jih dobesedno spregleda, torej se z njimi sploh ne ukvarja in z njimi ne obremenjuje
gospodarskih subjektov, torej ponudnikov. Spremenjen je pa tudi 6. odstavek, in sicer ta zdaj določa enako kot prej, česa pa ponudnik praktično nikoli naj ne bi oziroma ne sme spreminjati. Ne sme spreminjati oziroma popravljati cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV in skupne vrednosti brez DDV-ja, skratka vseh neto vrednosti v svoji ponudbi, ponudnik še vedno praviloma ne sme popravljati, razen seveda, če gre za popravek oziroma za neko očitno napako, in ne sme popravljati tistega dela ponudbe, ki je povezan s tehničnimi specifikacijami. Umaknili pa smo iz te določbe in po novem ponudnik lahko popravlja tudi tiste elemente ponudbe, ki se vežejo na merila. Skratka, če se bo v situaciji, ko je poleg cene obstaja še neko drugo merilo, zgodila neka pomanjkljivost ali nekaj ne bo jasno, bo, ne vem, napaka, bo manjkalo dokazilo, bo po novem naročnik, seveda diskrecijska pravica, lahko takega ponudnika pozval na pojasnilo ponudbe oziroma na spremembo oziroma popravek. Morda glede očitne ali nebistvene napake, ki se mi zdi, vsaj po moji oceni, bo nekako povzročala največ novih vprašanj, predvsem zato, ker se bo zdelo, da nimamo prakse državne revizijske, kaj so očitne oziroma nebistvene napake. Mogoče na tem mestu, zdajle niti nimam pred sabo, pa konec koncev tudi ni namen, da zdaj predstavljam vse odločitve Državne revizijske komisije, bomo to vključili v naša pojasnila, ki jih bomo objavili na spletni strani, ampak Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah zdaj že zadnjih kar nekaj let večkrat obravnavala pojem očitne oziroma nebistvene napake in jih tudi kar nekaj že na nek način definirala. Seveda, dokler nismo imeli te določbe, da se te lahko spregleda, je Državna revizijska komisija sicer ocenila, da je v določenem primeru šlo za očitno ali pa nebistveno napako, ampak tam se je seveda potem naprej presojalo, ali je naročnik pozval na odpravo ali ne, ker doslej je ni smel spregledati. Zdaj po novem bomo lahko vso to staro prakso uporabili in sami presodili, ali gre za napako, ki je očitna oziroma je nebistvena, in v tem primeru bomo to napako gladko spregledali in šli s postopkom naprej. In ta del računamo predvsem, da bo pripomogel k temu, da bodo postopki učinkovitejši. Če mogoče samo zato, da ne bomo čisto samo teoretični, kakšen primer očitne napake je recimo iz te pretekle prakse že bil zaznan, ko je ponudnik napisal napačno letnico veljavnosti njegove ponudbe. Bilo je določeno, da mora ponudba veljati 90 dni po roku za oddajo ponudb, ponudnik je to izračunal, v obrazcu je potrdil, da njegova ponudba velja 90 dni, hkrati je pa zapisal še datum, ki je bil popolnoma ustrezen, samo letnica je bila v enem letu nazaj. To je recimo situacija, kjer je tudi že DKOM potrdila, da gre za lapsus oziroma za očitno napako in te stvari se pač spregledajo. Za neko očitno napako ali pa nebistveno napako bo lahko šlo v prihodnje tudi v primerih, ki so se precej pogosto dogajali, da so se ponudniki, ko so izpolnjevali ESPD, zmotili pri polju, kamor morajo vnašati gospodarske subjekte, na katere se sklicujejo in kamor vnašajo podizvajalce. Hkrati je bilo pa iz vse ostale dokumentacije ponudnika popolnoma jasno razvidno, s kom dokazuje izpolnjevanje pogojev, kdo so podizvajalci, in to je recimo situacija, ki po novem ne bo terjala zahteve po dopolnjevanju, ker bo šlo v bistvu za neke očitne napake v ponudbi ponudnika. Recimo nebistvena napaka, ki bi jo lahko spregledali, je tudi, da nekdo ne podpiše in žigosa ponudbe, kadar naročnik to zahteva. V tem delu bi jaz celo rekla, da je taka zahteva že sama po sebi pač neustrezna, neprimerna in pretirana, ampak vendarle se to še pojavlja. In če nekdo odda ponudbo preko sistema EJN, pravzaprav že s tem, ko jo odda, se strinja s splošnimi pogoji uporabe tega sistema, podpisana in da oddaja pravno zavezujoč dokument, zato v takem primeru pozivanje ponudnika, da podpiše nekaj, česar ni fizično podpisal in skenirano oddal, ali da doda žig, ali da mogoče, ne vem, parafira vsako stran pogodbe, pač ne bo potrebno, gre za napake oziroma pomanjkljivosti, ki so očitne oziroma nebistvene. Ena
Ena od nebistvenih napak je tudi po mnenju Državne revizijske komisije to, da nekdo odda predračun z vsemi zahtevanimi podatki, postavkami, vse, kar je naročnik pripravil, ampak v drugem formatu, kot ga je predvideval naročnik. V tej situaciji recimo je šlo za zahtevo naročnika, da mora biti zadeva v PDF obliki, ponudnik pa je predračun z vsemi ustreznimi podatki oddal v Excelu. Tako da imamo nekaj prakse tudi na temo očitnih oziroma nebistvenih napak in v prihodnje jih bomo lahko spregledali. Kar se pa tiče popravkov, ki se nanašajo zdaj po novem lahko tudi na tiste elemente, ki so povezani z merili, bo pa zadeva morda precej določene situacije, sploh zato, ker logično je, da naročnik oziroma ponudnik, ne sme spreminjati svojih neto cen, ampak mi imamo poleg cen lahko vrsto drugih meril, kjer pa seveda lahko prihaja do določenih nejasnosti. In nobenega razloga ni, da se te nejasnosti ne bi odpravile, če je to mogoče, seveda je pa posledično logično, da če se neke stvari pojasnijo, odpravijo, dopolnijo, da to lahko vpliva tudi na sam vrstni red. Ampak dokler tak popravek seveda ne pomeni, da je bila predlagana nova ponudba, tukaj mi nismo videli težav in smo zadeve seveda spremenili oziroma uredili. Neobičajno nizka ponudba je trn v peti ali pa, kako naj rečem, trd oreh, že odkar pravzaprav imamo zakon o javnem naročanju, poskušali smo marsikaj. Žal je praksa še vedno takšna, da to nekako naročnikom ne uspeva izločati neobičajno nizke ponudbe. Čisto po pravici povedano, o tem smo razmišljali ogromno, določbo smo imeli že skoraj postavljeno na glavo, kar je zelo težko, ker je pravzaprav povzeta po direktivi in prav veliko manevrskega prostora niti nimamo. Smo pa dejansko, če boste gledali, obrnili en stavek nekako na glavo, če tako rečem, ampak v resnici z njim dosegali to, da na ta način po novem dajemo naročnikom popolno diskrecijsko pravico, da ko izvedejo vse aktivnosti, ki jih zakon zahteva za preveritev neobičajno nizke ponudbe, sami presodijo, ali ta dokazila pojasnijo nizko raven te cene oziroma stroške ali pa ne. In če naročniki ocenijo, da s temi pojasnili niso zadovoljni in ne verjamejo v tako ponudbo, če tako rečem, jo zdaj po tej določbi, po našem mnenju, lahko zavrnejo. Tukaj je težko biti zelo pameten, kaj se bo v resnici v prihodnje zgodilo. Jaz si ne upam napovedovati, da bo ta sprememba dejansko zaživela v praksi na način, kot smo jo zapisali in tudi na način, kot je opredeljena v obrazložitvi tega člena. V tem segmentu bo treba počakati na prakso Državne revizijske komisije, ki je pravzaprav edina, ki bo lahko današnjo prakso obrnila tudi v drugačno smer. Seveda pa ne spregledati, kljub tej spremembi še vedno ostaja dolžnost naročnika, kdaj mora preverjati neobičajno nizko ponudbo, in tudi zelo jasno je še vedno zapisano, da se mora preden jo izloči posvetovati s ponudnikom in katere segmente vse je treba preveriti. Razlika je zgolj v tem, da naročnik na koncu, ko ima vsa ta dokazila pred sabo, sam presodi, torej njegova je pravica odloča o tem, ali je ta ponudba zanj neobičajno nizka. Majo, a se sliši? Zdaj se pa sliši, ja. Prej pa nekaj časa. Dobro, se opravičujem za tale komunikacijski šum. Očitno je majčkeno težav tudi na naši strani z internetnimi povezavami. Pa sem ostala pri prekrških, verjetno ste do sem še slišali. Hvala lepa, Majo. Torej, brez prekrškov ne gre, a ne? Tisti, ki ste spremljali nastajanje zakona, ste verjetno opazili, da je v javni obravnavi bil nabor novih prekrškov, tako na strani naročnikov kot ponudnikov, precej širši. Rezultat je pravzaprav, da imamo 2 nova prekrška na strani naročnikov in enega na strani ponudnikov. Pri naročnikih je nov prekršek
če naročnik ne vroči odločitve na način, kot je določen v 10. odstavku 90. člena tega zakona, kar pomeni, da je prekršek, če odločitev ni vročena na portalu javnih naročil. Že doslej smo vedeli, da moramo vse odločitve praktično objavljati na portalu javnih naročil, po novem jih moramo objavljati tudi v netransparentnih postopkih, ampak o tem nekoliko kasneje. Naslednji dodaten oziroma nov prekršek pa je, če naročnik ne opredeli dodatnih meril, takrat, kadar zakon to zahteva. Tukaj ne spregledati, da cena kot edino merilo ni prepovedana samo pri arhitekturnih in inženirskih storitvah, pri prevajalskih, svetovalnih in pri izdelavi računalniških programov, ampak tudi pri tistih 82 delovno intenzivnih storitvah, ki smo jih dobili v zakon z novelo A, kjer zahtevamo, da se poleg cene določijo tudi merila, ki gredo v smer socialno odgovornega javnega naročanja, in hkrati ne spregledati, da so poleg cene druga merila obvezna tudi pri javnem naročanju živil. In po novem neupoštevanje teh zahtev predstavlja prekršek za naročnike. Na ponudniški strani smo pa dodali prekršek za primer, kadar izvajalec med izvajanjem pogodbe naročnika ne obvešča o spremembah informacij. Torej, že danes imamo prekršek za ponudnika, če ne sporoči podatkov, kadar ni obveznih plačil podizvajalcev, ker v tem primeru ima ponudnik obveznost naročniku posredovati izjave svoje in podizvajalcev, da imata poravnane vse obveznosti. In hkrati je že danes prekršek, če je morebiti ta izjava lažna. Seveda so se pa v praksi, na to smo bili večkrat opozorjeni, dogajali primeri, ko pravzaprav naročnik niti ni bil seznanjen, kdo vse mu dela na gradbišču, kateri podizvajalci so tam, in o tem je pravzaprav bil seznanjen ponavadi šele na koncu, ko je prišlo do kakršnekoli težave, ko podizvajalec ni bil plačan in se je sam javil naročniku. Takšno ravnanje je sicer že samo po sebi verjetno tudi po gradbeni zakonodaji sporno, ampak tudi v javnem naročanju smo dodali prekršek, da če izvajalec ne bo obveščal naročnika o vseh teh spremembah, torej bo kršil 3. odstavek 94. člena, bo to predstavljalo prekršek. To pomeni, da ne bo sporočil, da želi nominirati novega ali zamenjati starega, dodati koga, ali ne bo sporočil, da se je glede katerega koli že obstoječega podizvajalca karkoli spremenilo. Poleg vseh teh navedb oziroma teh dodatnih prekrškov pa samo kot informacija, podaljšali smo tudi zastaralni rok. Mi smo bili tudi večkrat opozorjeni, da je dosedanji dveletni zastaralni rok prekratek, sploh v večjih, zahtevnejših primerih, in smo ta rok zdaj uspeli podaljšati skupaj z Ministrstvom za pravosodje. Smo našli rešitev, da je zastaralni rok za prekrške po zakonu o javnem naročanju zdaj 3 leta. Če se dotaknemo še malo transparentnosti, o kateri je sicer Sašo že kar precej tudi prej posredno oziroma neposredno razlagal že pri samih evidenčnih naročilih pa pri izjemah, smo glede transparentnosti dodali še nekaj stvari, čeprav sem jaz imela nekaj časa že občutek, da smo v Sloveniji težko še bolj transparentni, ampak smo lahko. In po novem, kar se tiče transparentnosti, poleg tega, kar je omenil Sašo, da bodo vsi seznami evidenčnih naročil zdaj objavljeni izključno na portalu javnih naročil, in poleg tega, kar sem prej omenila, da bodo vse odločitve objavljene na portalu javnih naročil, bo po novem treba tudi razpisne dokumentacije objavljati izključno na portalu javnih naročil. Če se spomnite, danes imamo določbo, da se razpisna dokumentacija objavi na ali preko portala javnih naročil. In precej primerov smo imeli, ko so naročniki objavili na portalu javnih naročil povezavo do svoje spletne strani ali celo še katere druge, kjer je bila dokumentacija objavljena, ampak iskreno je bilo včasih treba narediti kar nekaj klikov in se kar malo potruditi, da se je do te dokumentacije prišlo. Po novem to ne bo več dovoljeno, razpisna dokumentacija mora biti objavljena zgolj na portalu javnih naročil. Seveda pa se zavedamo, obstajajo specifike, ta določba dopušča izjeme, ampak so te izjeme tudi zelo specifične. Skratka, ko bo šlo za neke vrste datotek, kjer zaradi njihove narave ni možna objava na spletu, ali ko bo šlo za, ne vem, prevzem nekih vzorcev. Skratka, obstajajo primeri, ko določenega dela razpisne dokumentacije dejansko ni možno objaviti na portal javnih naročil, ampak v tem primeru lahko samo ta del
naročniki objavijo oziroma dajo na voljo potencialnim ponudnikom na drugačen način. Na portalu javnih naročil pa mora biti objavljeno vse ostalo, kar je možno objaviti, kar nekako v praksi pomeni, da vse tisti minimalne zahteve, ki morajo biti v razpisni dokumentaciji, morajo biti na portalu javnih naročil. Če kot primer povem, kaj si mi predstavljamo pod to, kaj zapade v razpisno dokumentacijo, so to zagotovo vsi pogoji za sodelovanje, vsi razlogi za izključitev, tehnične specifikacije, po vsej verjetnosti niso, razen ko govorimo o raznih zahtevnih PZI-jih in podobnih stvareh, ki zaradi narave datoteke ne morejo iti na portal, ampak tehnične specifikacije, ki so opisane in so v Wordovem dokumentu, so absolutno lahko obešene na PN. Potem predračun, merila za oddajo, skratka vse te stvari, pripravljen ESPD so dokumenti, ki jih je mogoče in jih je po novem treba objavljati izključno na portalu javnih naročil. S transparentnostjo so na nek način povezani tudi obrazci, ki jih uporabljamo za objave na portalu javnih naročil, pa bi morda na tem mestu pojasnila, to sicer tule ni eksplicitno navedeno, ampak vseeno nekaj sprememb se je zgodilo v teh členih in da se ne boste preveč obremenjevali, kaj te spremembe zdaj pomenijo. Večinoma za vas kot naročnike, ki uporabljate portal, ne boste opazili spremembe. Mi smo namreč imeli v praksi vsebino obrazcev nekoliko drugačno od tega, kar je bilo zapisano v samem zakonu, ker so se vmes tudi obrazci na strani oziroma v segmentu Evropske komisije, ki jih določa, spremenili. Zgolj za primer, na primer, vi, ko končate postopek brez izbire, ker nimate nobenega ponudnika, morate že danes objaviti obrazec EU3 oziroma NMV2, torej obvestilo o oddaji naročila, kjer poveste, da naročilo ni bilo oddano. No, v zakonu, če bi ga brali dosledno, smo imeli obrazec, ki je določal popravek, spremembo oziroma nedokončan postopek, torej EU14. Ampak v resnici obrazcem EU14 na portalu ne morete objaviti, da ste postopek zaključili, ker niste prejeli nobene ponudbe. Skratka, te spremembe so večinoma vezane na to, da smo zakonske določbe prilagodili dejanskemu stanju vsebine in uporabe obrazcev, ki jih uporabljamo za pošiljanje na portal javnih naročil oziroma posledično tudi v določenih primerih na TET. In če nadaljujem, česa vse pa zakon več ne ureja, gre kar za nekaj področji, mislim pa, da predvsem ena ali pa dve vam bosta kot naročnikom precej všeč. Ena je tale prva, da se ukinja poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov, in druga je verjetno tista zadnja, obveznost razveze pogodbe v določenih primerih ne bo več potrebna. Vmes imamo pa še nekaj stvari, ki jih je zakon na nek način ukinil, in sicer presoja statusa naročnika. Ukinjena je obveznost obveščanja o tem, kdo je sodeloval. Tudi, kot sem že rekla in bomo kasneje malo bolj podrobno, ni več pošiljanja odločitev po ZUP-u in določenih prekrškov ne bo več na črni listi. Pa če si mogoče kar pogledamo vsako od teh posamično. Najprej glede izvajanja okvirnih sporazumov. Poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov je bilo določeno oziroma še vedno je, ker zakon začne veljati januarja naslednje leto, v 58. členu v 3. odstavku, kjer je bilo zapisano, da če naročnik sklene okvirni sporazum, hvala Maja, da če naročnik sklene okvirni sporazum, se opravičujem, bila sem opozorjena, da imam še 30 minut, ampak brez strahu bomo v času tole končali. Da ni dolžan poslati v objavo obvestila o oddaji naročila za vsako posamezno naročilo, ampak da lahko v tem primeru združi to poročanje in poroča na četrtletje. Ta odstavek je z novelo ZN3B črtan, kar pomeni, da poročanja o izvajanju okvirnih sporazumov z januarjem ni več. Kar nekaj vprašanj smo že prejeli, ali to pomeni, da se zdaj poroča polletno ali enkrat letno, in odgovor je ne, sploh se več ne poroča. Velja tudi za tiste okvirne sporazume, ki so že sklenjeni, skratka po januarju 2022 naročnikom ni treba več delati teh četrtletnih poročil ali pa posamičnih. To poročanje se praktično ukinja.
Ne pa spregledati, da je poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov nekaj drugega kot sprejem odločitve v primeru odpiranja konkurence. Ko odpirate konkurenco in sprejmete odločitev o oddaji naročila, ta še vedno mora biti seveda objavljena na portalu javnih naročil. Kar se tiče presoje statusa naročnika, bom precej kratka. Mi smo kot ministrstvo pristojno za javno naročilo doslej bili pristojni, da kadar obstaja dvom ali določen subjekt je ali ni naročnik, potem presojamo v upravnem postopku. Tega ne bomo več počeli oziroma te pristojnosti v prihodnje ne bomo več imeli. Imamo sicer še prehodno določbo, ki, kar je tudi prav, ureja vse tiste primere, ki so v tem trenutku odprti, ali so bili postopki že začeti, ali so morda v fazi presoje na vladi oziroma na upravnem sodišču. Vsi ti začeti postopki bodo dokončani po starih predpisih, po januarju 2022 pa nov postopek za presojo statusa ne bo mogel biti začet oziroma o tem mi ne bomo odločali. O tem, ali nekdo je ali ni naročnik, se bo lahko odločalo edino v predhodnem vprašanju v primeru sproženega prekrškovnega oziroma revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. V 91. členu smo črtali 2 odstavka. Eden je ta, ki je doslej zavezoval, da osebe, ki so vodile postopek javnega naročanja, običajno so to predsedniki komisij, če povem malo po domače, in te osebe so morale obvestiti o tem, komu se bo naročilo oddalo, vse, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije, njenih delov, kakorkoli odločali o postopku in podobno. Ta zahteva oziroma zahtevati kaj takega od predsednika komisije je bilo rahlo pretirano, namreč ta veriga oseb, ki morebiti sodeluje, je lahko tudi precej dolga in običajno se zgodi, da tista oseba, ki je vodila postopek, niti ne ve in ne more vedeti, kdo vse so tisti, ki so bili kakorkoli v to zgodbo vpleteni, še posebej, kadar imamo kakšne zunanje svetovalce, včasih sodelujejo projektanti ali pa nadzorniki, zlasti pri naročanju gradenj. In to določbo smo seveda iz zakona umaknili, ker nalaga preveliko breme eni osebi, da mora izvajati aktivnosti, ki jih praktično niti ne more, tudi če želi biti zelo korektna in delovati strogo po zakonu. Seveda ne spregledati, da obveznost paziti na to, da ne obstaja nasprotje interesov, pa še vedno ostaja. Druga določba, ki je ukinjena oziroma črtana iz našega zakona, je pa 6. odstavek. To je pa določba, ki je nalagala ponudnikom, da morajo v 8 dneh od poziva naročniku posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih in tako naprej. Ta določba je sčrtana, ampak ne spregledati, da obveznost posredovanja teh podatkov še vedno ostaja, in sicer po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Mi smo jo iz našega zakona umaknili ravno z razlogom, ker je to urejeno že drugje in je šlo na nek način za podvajanje iste materije, in ocenjujemo, da vse, kar je namenjeno preprečevanju korupcije oziroma integriteti, sodi v en zakon in nima nobenega smisla, da je to na enak način urejeno v 2 različnih zakonih. Edina razlika, ki bo zdaj, je ta, da v zakonu o integriteti je dolžnost naročnika, da te podatke pridobi, v našem zakonu je bila pa v bistvu določena obveznost ponudnika, da v 8 dneh te podatke posreduje. Zdaj se črta ta naš del, kar pomeni, da ponudnik nima več po zakonu določenega 8-dnevnega roka, ampak bo rok, v katerem mora ponudnik te podatke posredovati, določil naročnik, ko ga bo po ZNTPK-ju torej pozval k posredovanju vseh teh informacij. Glede pošiljanja odločitev po ZUP-u oziroma glede tega, da bo po novem treba vse odločitve objavljati na portalu javnih naročil, sem že prej nekaj malega povedala. Posebej sem se odločila, da tole damo na en slajd, zato ker smo že dobili nekaj vprašanj vnaprej in opazili, da prihaja do določenih nejasnosti. Namreč ni dovolj pogledati spremembo, ki se je zgodila v 90. členu, ampak so s to spremembo povezani še spremembi 2 členov, in sicer 57. in 46. Ne bom vas s temi členi obremenjevala, ampak da pojasnimo. Mi smo imeli danes določeno, da tam, kjer odločitve o oddaji naročila ni mogoče vezati na neko predhodno objavljeno obvestilo na portalu, se odločitev pošlje po ZUP-u, hkrati pa je moral naročnik isti dan poslati tudi obvestilo za predhodno transparentnost na portal javnih naročil.
Ko je bil sprejet ZN3, takrat leta 2015, še nismo imeli vseh zagotovljenih tehničnih rešitev, ki bi lahko takrat zadeve naredila drugačne. Danes, ko imamo že precej nadgrajen portal, je to seveda možno in zgodbo smo obrnili. Obrnili smo jo na ta način, da bo naročnik v objavo v teh primerih, torej v postopkih, ki so netransparentni, ki torej nimajo objavljenega obvestila o naročilu, bo poslal na portal javnih naročil najprej to predhodno obvestilo oziroma obvestilo za predhodno transparentnost in v tistem trenutku se bo na portalu javnih naročil kreiral dosje naročila in naročnik bo lahko zdaj na ta dosje obesil, torej objavil odločitev o oddaji naročila. Zato v vseh primerih postopkov s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnih postopkov s pogajanji, ki se delajo brez objave zaradi predhodno neuspešnega drugega transparentnega postopka, ne bo več pošiljanja po ZUP-u, ampak izrecno in eksplicitno zgolj na portalu javnih naročil. Razen, skoraj vsako pravilo ima nek ampak ali pa razen, dovolili smo izjemo in zato sem prej opozorila tudi na 46. člen, dovolili smo izjemo pri postopkih s pogajanji brez objave, ki se izvajajo zaradi skrajne nujnosti, izjemo pa predvsem v smislu, da se v tem primeru naročnik odloči sam, ali bo ravnal tako, kot ravnamo danes, torej poslal po ZUP-u in potem poslal obvestilo za predhodno transparentnost na portal ali obratno. Najprej predhodno obvestilo in odločitev na portal javnih naročil. Ampak dejansko zgolj v primeru teh netransparentnih postopkov iz razloga skrajne nujnosti. V vseh ostalih primerih po novem vse odločitve na portal javnih naročil in še enkrat opozarjam, da je po novem to, če ni ustrezno izvedeno tudi prekršek. Glede črne liste ali sicer imenovane evidence gospodarskih subjektov z negativnimi referencami smo na nek način končno spremenili ime te reference, da odraža dejansko stanje. Namreč ta črna lista ni imela nobene povezave z negativnimi referencami gospodarskih subjektov v smislu slabe izvedbe posla, ampak so v to evidenco v resnici uvrščeni tisti subjekti, ki jim je sodišče izreklo stransko sankcijo izločitve ali zaradi lažnih izjav ali zaradi kakršnih kot drugih prekrškov, ki imajo za to posledico uvrstitev na to listo. Hkrati pa po novem v tej evidenci ne bo več subjektov, ki so bili do zdaj tja uvrščeni zaradi ugotovitve prekrška po zakonu, ki ureja preprečevanje dela na črno in zaposlovanje tujcev na črno. Namreč ta zakonodaja oziroma ti prekrški so, odkar imamo novelo A, na nek način že zajeti v 4. točki oziroma v 4. odstavku 75. člena. Tam imamo razlog izključitve, če se spomnite, dve izrečeni globi za nek nabor prekrškov, med katere spada tudi zaposlovanje na črno, ne zgolj tujcev, ampak na splošno. Zato je bila ta ureditev na nek način podvojena in to je tudi eden od glavnih razlogov, da smo zdaj iz te evidence v bistvu umaknili te subjekte, notri pa seveda puščamo tiste, ki bodo dali lažne izjave oziroma ne bodo poročali o plačilih podizvajalcev, kadar plačila ne bodo neposredna. In še zadnja stvar pred zaključkom, še ena novost oziroma omilitev situacije, če tako rečem, razveza pogodbe in sicer v 67. členu, veste, da imamo od novele A razvezni pogoj. Ta razvezni pogoj je nekoliko drugačen pri blagu, storitvah in gradnjah, ki niso delovno intenzivne. Pri tistih delovno intenzivnih je situacija drugačna, tam imamo obvezno polletno preverjanje določenih okoliščin. V ostalih primerih pa je naročnik bil dolžan upoštevati ta razvezni pogoj, če je bil z določenimi kršitvami seznanjen. Do te seznanitve lahko pride v določenih primerih zelo hitro, zakon pa je v tem primeru predvideval, da mora naročnik izvesti v 30 dneh začeti izvajati nov postopek, ali pa, če tega ni storil, je to pomenilo, da je bila pogodba razvezana 30. dan po seznanitvi in to avtomatično. Težava je nastajala seveda pri gradnjah. Določene gradnje so kompleksni procesi, ki trajajo lahko tudi več let, lahko tudi 10 let. In v teh primerih je lahko po naši oceni zaradi določene kršitve, ki je morda majhna in je nekdo zanjo že bil kaznovan, ker seveda gre za kršitve, kjer je bila
pač izrečena sodba ali pa izdana globa za določen prekršek, da je to nesorazmerno v smislu, da bi se zaradi tega razvezala pogodba, kot je neka gradnja za nekaj milijonov evrov, ne vem, na sredini izvajanja del. Zato je po novem pri gradnjah razveza v določenih primerih neobvezna, seveda mora biti izpolnjene določene okoliščine, ki so v zakonu tudi navedene, hkrati pa mora naročnik o tej odločitvi izvajalca seznaniti v 20 dneh. Ta 20-dnevni rok je seveda namenjen temu, da naročnik izvajalca pravočasno obvesti, ker če ga ne obvesti v 20 dneh, potem ostane samo še 10 dni do tistega trenutka, ko se pogodba razveže oziroma ko mora začeti naročnik izvajati nov postopek. Te okoliščine, ki dopuščajo ta odpustek, so precej široke, vendarle pa zahtevajo od naročnika, da tehtno presodi, namreč čisto vsaka gradnja pa vendarle ni take narave in tako zahtevna, da ne bi bilo mogoče pogodbe med njenim izvajanjem razvezati. Namreč pod javno naročanje gradenj zapade kar velik segment tudi določenih storitev.